Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. 10 let je tega, ko so se 3 mladinske organizacije združile svoje ustvarjalne moči in se povezale v Zvezo društev Mladinski center Idrija. Ta se je iz plahih začetkov do danes razvil v upoštevanje vrednega povezovalca najrazličnejših programov. Več o njegovem delu pa nam bo povedala vodja tega centra Jerca Korče, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lepo pozdravljeni. 10 let, to je lahko veliko ali pa tudi malo. Kako je v vašem primeru? Glede na to, koliko se je zgodilo v 10 letih, lahko rečemo, da je kar veliko oziroma lepa doba. Razvoj mladinskega centra je bil dokaj hiter in nagel iz neke združbe mladih, ki so sam želeli pridobiti nek prostor. Verjamem, da lahko danes vsak prebivalec Idrije reče, da je mladinski center neka inštitucija, ki zagotavlja delovanje in mladim in tudi širše. Pravno formalno obliko imate, pravzaprav ste društvo. Ja, deluje kot zveza društev, zveza 3 društev, torej Klub idrijskih študentov, Taborniki in pa društvo Idrija 2020 in ja, pravna oblika je društvo. Imate predvsem mladinske programe za starostno skupino od 15 do 29 let, pa tudi nekaj za otroke. Ja, to je naša fokusna skupina, so mladi od 15 do 29 let, tako nekako so tudi zakonsko opredeljeni mladi, glede na to, da se financiramo tudi iz Urada za mladino in imamo tudi v statutu zabeleženo, da je to naša fokusna skupina. Seveda pa delamo tudi programe za mlajše od 15 let in pa tudi seveda za starejše od 29 let. Nikomur ne zapiramo vrat, vsi so vabljeni, da se udeležijo različnih aktivnosti. Vaš nabor teh programov je silno raznolik pravzaprav. Prebral sem, da je poučevanje kitare ponujate, Jan Pivk poučuje kitaro, Country Line Dance, Valerija Božič uči country plese, naprimer, tečaj angleščine izvaja Ricardo Smith, vadba za dojenčke do samostojne hoje celo. Ja, želimo si predvsem zagotavljati čim širši spekter tega, da bi ta naša hiša, ki je res ogromna, kar se da živela, da bi bili prostori polni. Želimo si predvsem tudi vsebin, ki so ali bodisi zelo cenovno dostopne ali celo brezplačne, ker se zavedamo, da je tudi socialni položaj ljudi različen in da si mogoče vsak niti ne more privoščiti, da plača neke profesionalne tečaje. Tako da nekako tukaj iščemo svoj prostor pod soncem in v te namene seveda povabimo vse akterje, vse tiste, ki delujejo tudi prostovoljno znotraj posameznih, da imajo določena znanja, da pridejo, da ta znanja ponudijo, da predajo. Nekatere vsebine so pa tudi zgolj namenjene druženju in niti niso profesionalizirane, tako kot recimo v tem primeru gospe Valerije, ki se je obrnila na nas, da bi imela nekih 10 ponovitev, da predstavi ta ples in je to ponudila brezplačno in smo rekli super, da še danes si kdo sploh želi brezplačno ponuditi vsebine. Med zanimive programe vsekakor sodi tudi program Sam doma 65+. Tukaj sodelujete z mestno dnevno sobo pri Golitu. Kaj je vsebina tega programa? Ja, z mestno dnevno sobo v lanskem letu oziroma pred nekaj meseci, v zimskem času sva z gospodom Tilnom, ki vodi mestno dnevno sobo, prišla na idejo, da bi mogoče 1 ali pa 2 ponovitve naredili nekega medgeneracijskega sodelovanja. Potem je bilo pa kar nekaj udeleženk in vsak teden jih je bilo več in smo rekli, pa dajmo to ohraniti. Tako da zdaj v bistvu z novo sezono, z jesenjo, začenjamo ponovno ponovitve, da se vsako sredo ob 10 dobimo pri Goliju. To bo nekako na 14 dni potekalo. Tam se družijo mladi in tisti 65+, sopotniki zagotavljajo prevoz tem starejšim, potem pa igramo družabne igre, kakšna starejša gospa nauči kakšno našo mlado prostovoljko kvačkati, recimo, skratka gre za neko izmenjavo znanj in pa neko prijetno druženje. Druženje ste imeli poleti tudi na vaši terasi, tam ste predvajali tudi kino predstave. Ja, to smo s filmskim gledališčem v Idriji letos nekako izvedli na terasi. Filmsko gledališče ima tako ogromno platno, ki ga je pripeljalo na našo teraso. Ob 25. obletnici Titanika smo predvajali Titanik in je bilo kar zanimivo, kako v bistvu ta mlajša generacija, ki je naša ciljna publika, tega filma ni videla, ker so pač odraščali v nekih kasnejših časih kot mogoče moja generacija.
Tako da si nekako nadejamo, da bomo prihodnje leto redno izvajali tudi kino predstave na naši terasi. Postajate pa tudi tako pomemben v lokalnem okolju organizator koncertov. Koga ste vse gostili? Ja, predvsem smo letos si nekako zamislili na terasi, da gostimo neke mlade, neuveljavljene idrijske skupine. Tako da je recimo prvi nastop imela mlada idrijska glasbena skupina Kaldrija, to je sicer skupina gimnazijcev, ki so se zbrali in imeli svoj prvi nastop ravno na naši terasi, in za 10. obletnico smo jih ponovno povabili, da nastopijo. Imeli smo Shona Banksa, tudi lokalni kantavtor, na kitari, in drugo leto si bomo prizadevali, da še bolj odpremo prostor, da lahko res ta naša terasa, ki je sicer majhna, namenjena nekim manjšim koncertom, nekakšnim večjim glasbenim skupinam, živi predvsem v duhu tega, da idrijski mladi ali pa tudi manj mladi glasbeniki dobijo prostor. V pritličju in tudi pod teraso imate velike prostore, nekdanjo jedilnico. To lahko občani tudi najamejo. Ja, tako je. Smo ponudili takrat, kadar nimamo izvajanja svojih rednih dejavnosti oziroma drugih dejavnosti v mladinskem centru, lahko občani najamejo prostor za praznovanje rojstnega dneva svojih otrok, ker vemo, da marsikdo živi v bloku in potrebuje nek prostor, kjer lahko otroci tekajo naokoli sproščeno, brez da bi živcirali bodisi sosede ali starše. V mestu velikokrat vidimo tudi kombi z nalepkami MC Mobil. Za kakšen program gre? MC Mobil je naša mobilna enota, potuje nekako po vaseh, seveda se tudi v Idriji na mestnem trgu, ampak osnovni namen je, da s to mobilno enoto prodremo izven te naše stavbe. Zdaj že to kar nekaj let uspešno počnemo. Vedno imamo ekipo prostovoljcev, ponavadi jih je nekih 5 prostovoljcev, ki se tudi skozi ta mobilni center kalijo v svojih pedagoških sposobnostih, in mislim, da je ta zadeva zelo dobro sprejeta, bodisi na Vojskem, na Črnem vrhu, v Kanomlji, kamorkoli pride naša mobilna enota. V vašem poslopju imate tudi hostel, ki je, če se ne motim, največji nastanitveni objekt v občini. 55 postelj imate, obnovili ste ga tudi z evropskim denarjem. Kako ste bili kaj zasedeni letos? Letos lahko rečemo, da kar zelo dobro zasedeni, vsaj v tistih 2 mesecih, ko je neka glavna sezona, smo imeli tudi 2 tedna, ko smo bili nekako 100% zasedeni v vseh kapacitetah. Problematičen je seveda tisti del izven sezone, ampak verjamem, da je to neka zadeva, s katero se ukvarjajo vsi nastanitveni obrati v Idriji, torej da nekako julij, avgust sta meseca, ko zadeva zelo dobro funkcionira. Bomo pa v prihodnje iskali načine, kako to sezono podaljšati. Zdaj nekako imamo idejo, recimo, da bi se lahko ukvarjali z digitalnimi nomadi. To so ljudje, ki delajo, ki imajo službo na računalniku, tega je danes veliko, in so recimo iz tujine in pridejo v nek kraj, živijo tam 3 mesece, vse, kar potrebujejo, neka primerna nastanitev in pa dober internet. Tako da zdaj zelo razmišljamo v tej smeri, da bi mogoče naredili nek projekt, tudi seveda z evropskimi sredstvi, in nekako tudi to vsebino vnesli v hostel in na ta način podaljšali sezono. Hostel pa sedaj pravzaprav zapirate, čez zimo je zaprt. Ja, hostel je čez zimo zaprt, predvsem oziroma zgolj iz razloga tega, da je stavba izredno energetsko potratna in si zaradi stroškov, ki bi nastali, če bi hostel morali ogrevati tudi v zimskih mesecih, enostavno ne moremo privoščiti. Poslopje je izlet tik pred drugo svetovno vojno, bilo je grajeno, zasnovano kot samostan, čeprav redovnic pravzaprav nikoli ni bilo v tem poslopju. Po drugi vojni je bil najdlje časa tam dijaški dom, ne? Ja, dijaški dom, in še danes veliko ljudi, letos smo imeli, mislim, da 3-4 skupine nekdanjih dijakov, dijakinj, ki so danes seveda že starejši gospodje in gospe, ki so prišli pogledati, kje so bili nastanjeni in kje so bili sobe, in povedali kar nekaj zelo zanimivih zgodb, kako so fantje hodili punce gor gledati ali pa jim peti kakšne podoknice, ker so tam seveda živele vzgojiteljice. Tako da očitno ima stavba kar ogromno enih zgodb napisanih.
Tudi danes znan režiser Jan Cvitkovič je živel v tem dijaškem domu. In Jan Cvitkovič je ravno pred 14 dnevi, ko je imel, ali koliko nazaj, ko je imel predstavitev v Idriji svoje knjige, tudi prišel k nam in prespal pri nas in tudi razložil zgodbo, kje je bila njegova soba in še kakšno drugo sočno zgodbo. V hiši v tem poslopju je deloval tudi samski dom. Do korone, pravzaprav, sedaj ste ga ukinili. Samski dom je deloval nekaj let, potem je prišla korona in se je nekako število teh, ki so živeli v samskem domu, počasi zmanjševalo in v določenem trenutku je bila sprejeta odločitev, da se popolnoma ukine samski dom in se zadeva nameni zgolj hostlu oziroma nekemu razvoju mladinskega turizma v občini. Župan Tomaž Vencelj je napovedoval, da bo tretjina tega poslopja preurejenega v stanovanja za mlade. Kako daleč je ta projekt? Ja, župan je ne samo napovedoval, so bili tudi koraki narejeni v to smer, vloženo je gradbeno dovoljenje, projekt je pripravljen, zelo aktivno sva tudi z županom se lotila iskanja morebitnega financiranja za to hišo, ker se tako župan, verjamem, da tudi celotni občinski svet zaveda, da proračun občine Idrija ne bo zmogel tako velike investicije, kot je ta stavba. Zdaj bomo pa videli, kaj se bo zgodilo, glede na to, da najbrž vsi realno vidimo, da se bodo nekako financiranje za to vrstne projekte ukinilo oziroma zamaknilo za nekaj let, glede na to, da se bojo sredstva usmerila v popoplavno obnovo Slovenije. Mladinski center na leto obrne okrog 300 000 evrov. Kje dobite ta denar? Delno smo financirani strani občine Idrija. Občina Idrija nam zagotavlja 11 000 evrov za izvajanje naših programov, zagotavlja nam tudi eno minimalno plačo in pa materialne stroške za delovanje centra. V tem centru seveda deluje tudi center za socialno delo in pa del osnovne šole. To se pravi program za otroke s posebnimi potrebami in pa mladinski center, tako da to v celoti za materialne stroške zagotavlja občina sredstva. Preostanek, velik delež, nekaj 70%, pa pridobivamo z drugimi razpisi. V veliki večini so to evropski razpisi, Evropska solidarnostna enota, programi Erasmus+, ker ogromno delamo na mladinskih izmenjavah, na raznih treningih, na solidarnostnih projektih. Trenutno smo recimo tudi bili uspešni na razpisu Ministrstva za javno upravo, tako da v bistvu iščemo nekje večino sredstev za izvajanje svojega programa zunaj občinskega proračuna. Delujete pravzaprav dvosmerno, na prvi smeri mladino pošiljate v tujino, po drugi pa tudi iz tujine prihajajo mladi v Idrijo. Pred mesecem smo videli, so barvali tudi glavni most ob osnovni šoli. Kako potekajo ti projekti? Ja, že več let verjamem, da v Idriji se opaža to, da so prisotni, oziroma zdaj mislim, da že kar 8. leto prisotni raznoliki prostovoljci iz preštevilnih evropskih držav, tudi izven. Imeli smo tudi prostovoljko iz Rusije. Tako da mislim, da je to postala nek sestavni del Idrije, da vejo, da v mladinskem centru imajo spet enega prostovoljca, ki pride sem za recimo 10 mesecev. Tako da 2 prostovoljca imamo na dolgotrajni individualni prostovoljski aktivnosti, ponavadi so to 9 do 12 mesecev v Idriji, potem pa izvajamo te krajše projekte, kot je bil ta, v katerem smo obnovili most pri osnovni šoli in pa sodelovali pri prenovi restavratorskih del na vratih hiše Gisar. Potem imamo pa na drugi strani to, kot ste omenili, da pošiljamo mlade v tujino. Mladi se lahko obrnejo na mladinski center, nas pocukajo za rokav, povejo, kje, v kakšnem področju bi si želeli pridobiti izkušnje in potem jim mi pomagamo z iskanjem izmenjav. Vsako leto pošljemo vsaj 2 skupini mladih v tujino, v druge države. Bili so na Nizozemskem in v Španiji? Letos 2 projekta, eden na Nizozemskem, drugi v Španiji. Na Nizozemskem so se kalili v tem, kako preživeti, oziroma malo bolje bilo na preživetveno varianto narejeno. V Španiji pa je bil solidarnostni prostovoljski projekt, kjer so obnavljali šolo. Sedaj imate odprt razpis za Grčijo.
Je kaj odziva, zanimanja? Iskreno povedano, da v tem trenutku ne vem, bi mogla preveriti, kako je, ampak ponavadi na koncu naberemo neko skupino 5 mladih, ki se udeležijo kakšnega našega projekta. Delujete v tem lokalnem okolju, ki pa je zaznamovano s tem, da število mladih v Idriji upada. Mislim, da v 20 letih jih je za četrtino manj. Ja, res je, demografija v Idriji je neizprosen proces, s katerim se najbrž soočajo vsa društva, tudi študentski klub zna povedati, da imajo manj mladih, tako da to je ena izmed tematik, s katero se bomo morali vsi skupaj resno ukvarjati, če bomo želeli, da ne samo Idrija preživi, ampak tudi mladinski sektor prosperira. Je pa naš fokus usmerjen v tiste mlade, ki tukaj so, v tiste mlade, ki vztrajajo, ki vidijo perspektivo v Idriji in na tak način z nekim pozitivnim zgledom mogoče vplivamo tudi na kakšnega, da se pa vendarle priseli v Idrijo. Mogoče so pozitivni zgledi tudi pri sosedih. Naprimer, Ajdovščina cveti, Logatec se priseljujejo, ljudje v Cerknem imajo vse večje število otrok v vrtcu, to je tudi eden od pokazateljev. Je moč iz teh sosednjih okolij dobiti kakšen namig? Zagotovo je iz Ajdovščine, zagotovo namig aktivna stanovanjska politika, ampak moramo vedeti, da oni so to nekako več let zelo načrtno delali na tem in potem seveda s časoma se pokažejo rezultati. Ni pa zanemariti tudi nekako geografske pozicije Ajdovščine, tudi ne nazadnje razvoja njihove industrije in drugih sektorjev, ki zagotovo privabljajo tudi mlajšo generacijo, da se priseli. Je pa zagotovo stanovanjska politika eden izmed pomembnih vzvodov, ki morda v Idriji je umanjkal v zadnjih letih. Ob tej pa najbrž tudi šolska politika. V mestu namreč ni več nobene srednje šole, ki bi bila tako namenjena dekletom, ne? Po ukinitvi vzgojiteljske šole je tukaj nastal en velik manko. Vsa dekleta skoraj, če ne grejo na gimnazijo, potujejo ven in redka se vrnejo. Ja, zagotovo bi se strinjala, da bi mogoče kakšen program, ki bi bil namenjen dekletom, vzpodbudil to, da bi dekleta tukaj ostajala. Tudi iz gimnazije znajo povedati, da je vedno manj idrijskih dijakov in vedno več dijakov, ki se vozi od drugod. Vem, da z Logatca se jih kar nekaj vozi, tako da sigurno je vedno to nek konglomerat različnih vzvodov, ki jih mora lokalna oblast, državna oblast uporabljati, da pride do spremembe tudi v tem ciklu demografske zime, kateri smo trenutno priča. Omenili ste Logatec, povejmo sedaj, da pravzaprav prihajate iz Logatca, ste Logatčanka. Bila ste tudi predsednica kluba logaških študentov, nekaj izkušnji imate, najbrž ste tam začeli svoje delo na mladinskem področju. Ja, vse skozi sem bila društveno zelo angažiran človek, tudi v Logatcu mi je ta društva, prostovoljstvo, to mi je blizu, zagotovo mi nekaj izkušnje iz kluba študentov, kasneje tudi iz mladinskega sveta, koristijo tudi v današnjem delu, ki ga pač upravljam trenutno v mladinskem centru. Prihajam iz Logatca, pa počasi lahko mogoče že rečem, da ponosno postajam tudi Idrka. Idrijčanka. Idrijčanka. Bili ste tudi zelo aktivni na področju, na državni politiki v stranki Marjana Šarca. 4 leta ste bila tudi poslanka Državnega zbora. Ja, tudi te izkušnje mi danes koristijo, predvsem v smislu tega, da mogoče lažje tudi za mladinski center kakšno zakonodajo pogledam, lažje se mogoče odpravim v Ljubljano na kakšno ministrstvo, recimo, da še vedno koga na ministrstvih tudi poznam, lažje pa vprašam kakšno zadevo, tako da z veseljem tiste izkušnje in poznanstva iz tistega obdobja uporabim danes za razvoj centra v Idriji. Vaš življenjski sopotnik je Matevž Štravs, znan Idrijčan, javna osebnost. Kako kot mlada mamica doživljate to mesto? Je prijazno do mladih družin? Ja, jaz sem velik promotor Idrije, zato ker se mi zdi zelo, zelo prijeten kraj, tudi za vzgajanje najmlajših. Nekako v nekem majhnem področju imate vse. Ogromno je dogajanja, ogromno je kulturnega dogajanja, koncertov, imate kino, vse stvari, ki jih nekako v Logatcu, ki je mogoče bolj spalno naselje,
vendarle nisem imela ali pa nisem tako doživljala. Tako da, ko sem prišla v Idrijo in videla, koliko stvari se pri vas dogaja, sem bila zelo navdušena in je prijetno mesto. Je mesto, v katerem se še vedno čuti neka solidarnost, mogoče neki ostanki nekdanjega rudnika, kjer je vladalo neko tovarištvo. Presenečena sem bila, ko sem se kot mlada mamica sprehajala po Idriji, da se pozdravite med sabo. Tudi to je mogoče nek utrip ali pa nek pozitiven vzgib nekega takega manjšega mesta, ki je odmaknjeno od večjih središč. Od novega leta ste na delovnem mestu vodje, ne direktorica, vodja mladinskega centra. Kako gledate naprej? Kako se bo razvijal ta program? Jaz verjamem, da bomo ohranjali mednarodno komponento, ki je vedno bolj tudi v vzponu, tudi Evropska unija vedno bolj namenja temu, da je ta mobilnost mladih izrednega pomena, tako da ta del bomo vsekakor razvijali. V prihodnje si želim še več fokusa na to ciljno skupino 15 do 29 let, ki jo je morda najtežje dosegati ali pa nagovarjati, tudi zaradi tega, kar sva prej omenila, ker v obdobju srednje šole grejo v Ljubljano in potem se mogoče za vikende vračajo domov, tako da to bo naš fokus. Medgeneracijsko sodelovanje se nam zdijo zelo pomembni projekti, da bomo tudi skozi to medgeneracijsko sodelovanje nagovarjali demografski problem v Idriji, stanovanjska politika in pa upam, da bo v prihodnjih letih nek fokus tudi v tem, kaj narediti s to ogromno hišo, kako priti do sredstev, da se jo obnovi in naredi res nek lep center. Želim vam, da bi te projekte, te izzive uspešno rešili. Jerca Korče, hvala lepa za ta pogovor in za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam in vsem gledalkam in gledalcem. Želim, da se udeležujejo naših programov, da pridejo v mladinski center, da nas pocukajo za rokav in da skupaj ušpičimo kakšen lep projekt za Idrijo. Vsekakor. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.